Glasovi svetov. Rene Suša, lepo pozdravljeni, ste antropolog in pedagog, ki živi v Kanadi. Študijsko raziskovalno dejavnost ste vpeti v idejo globalnega učenja o tem, kako se z različnimi znanji, zahodno racionalno znanostjo in razvrednotenimi domačijskimi staroselskimi vedenji in znanji, predvsem spoprijemati s posledicami družbene neenakosti, nenehne gospodarske rasti in potrošnje, že degradiranega okolja, s posledicami nenehnih političnih konfliktov, kolonizacije, strukturnega, družbenega nasilja in drugega. Iščete zamisli, kako kolektivno ukrepati in soustvarjati rešitve. Vaše poslanstvo in pozornost sta usmerjena predvsem na tradicionalne avtohtone skupnosti v Braziliji, Peruju in Kanadi, ki se s katastrofičnostjo in grožnjami za preživetje ne soočajo prvič, ampak so za njimi tako izgube biotske raznovrstnosti, kot propadi ekosistemov, gospodarski zlomi, uničenje družb in ne nazadnje kulturni zlomi, predvsem zaradi posegov sistemsko privilegiranih skupnosti v že omenjenih procesih kolonizacije in neokolonizacije. Rene Suša, uvedite nas v nova dognanja in vpoglede povezane z iluzijami o človekovi izjemnosti, ki jih krepijo kolektivne halucinacije o ljudeh kot kroni stvarstva, v ideje in prakse, v osrčju katerih je dojemanje zemlje kot živega bitja, ki mu moramo pustiti možnost samoobnavljanja in zdaj tudi že zdravljenja. Prosim. Ja, hvala za povabilo in hvala za ta uvod. Ljudje, ponavadi, ko me vprašajo, kaj počnem, ne znam točno odgovoriti, ampak to je bil pa res dober uvod. Ja, hvala lepa. Glede na to, da se ukvarjate z zahodno družbo in nezahodnimi staroselskimi skupnostmi, bova več govorila o dveh konceptih obstoja. Danes in v zaželeni prihodnosti prevladujoča v svetu je seveda globalna ideologija napredka, razvoja gospodarske rasti, potrošnje, akumulacije kapitala, objektivne racionalnosti in nadzora. Z veliko manjšo družbeno močjo pa se k pomembnim globalnim temam poskušajo priglasiti tudi nekatera staroselska ljudstva po svetu z drugačnimi mentalitetami, organizacijami življenja in kozmologijami. Na kratko, če se ukvarjamo s preživetjem planeta, ljudi, živali in narave, na kakšne percepcije vse ste doslej naleteli, na alternativne poglede morda korporativni modernosti? Ja, omenili ste v začetku, da sem antropolog, to je res ena od mojih ozadij, vendar bi rad rekel, da moje področje zanimanja je predvsem delovanje v bistvu zahodne družbe. V našem sodelovanju z staroselskimi ljudstvi pravzaprav poskušamo predvsem črpati iz njihovih znanj, njihovih izkušenj, kako se spopasti z tem strukturnim nasiljem in z netrajnostjo zahodnih družb. Oni so več stvari, ki se nam dogajajo danes, doživeli mnogo prej, in mislim, da se pravzaprav v tem oziru lahko od njih marsikaj naučimo. Morda bi tukaj izpostavila, da staroselci vendarle večinoma nimajo v mislih kakšne velike naravne katastrofe, ampak gre za udarec kolonizacije. Ugotovljeno recimo je bilo, da na ekosistem po svetu vpliva že čezatlantska trgovina s sužnji. Določena avtohtona ljudstva po svetu, tudi v Braziliji in Kanadi, so preživela, kot se zavedamo, z veliko manjšim številom prebivalcev, kot bi sicer. Če povzamem enega izmed vaših zapisov, je avtohtonim ljudstvom dajalo moč to, da so v kolektivni zavesti ohranjali razumevanje o tem, kaj je res pomembno
pomembno. Hkrati pa zatrjujete, da so staroselska ljudstva materialno gledano v Kanadi veliko na boljšem kot v Braziliji, medtem ko so kulturno gledano v Braziliji precej močnejša. Do kakšnih zaključkov ste prišli, zakaj? Morda tudi zato, ker je šlo za relativno izoliranost določenih ljudstev, recimo, in so bili zato v določenem obdobju prsti imperialno-kolonizacijskih prijemov prekratki za brezkompromisno evangelizacijo, integracijo, asimilacijo, indoktrinacijo, inkulturacijo, socializacijo in pa druge ideologije, ki so jih sabo prinesli kolonizatorji. Ja, vsaka od omenjenih držav je imela drugega kolonizatorja, ne, in to se pravzaprav precej pozna na izkušnjah staroselskih ljudstev. Recimo Portugalci, ki so kolonizirali Brazilijo, pa potem Španci, ki so večino preostale Latinske Amerike, so imeli drugačen odnos do staroselskih ljudstev, sploh potem v 20. stoletju. Recimo Kanada je šla v en proces, ki je precej bolj usmerjen v integracijo staroselskih ljudstev v večinsko družbo in tudi v priznavanje nekih določenih pravic, ki jih imajo. Medtem ko v Braziliji je bila pa vedno preprosto ta ideja, da je potrebno staroselce skoraj popolnoma eliminirati, ne? Ali to v obliki nekega fizičnega genocida ali kulturnega. Nikoli niso poskušali pravzaprav izvesti tega procesa integracije, kar pomeni, da so bili staroselci v Braziliji bolj prisiljeni v to, da se zanesejo sami nase, ne morejo računati neko državno podporo, neko državno simpatijo, kar pomeni, da morajo močneje ohranjati svojo kulturo, svoj način življenja, zato ker za njih v večinski družbi resnično ni prostora, ne. Kanada pa je to zastavila precej drugače. In sicer tudi tako, da so ustanovili posebne internate za otroke, indijanske, tako imenovane rezidenčne šolske sisteme. Te programe asimilacije in izbrisa izvornega staroselskega DNK ter trganja otrok od družin so uvedli že v 80. letih 19. stoletja. Njihova praksa pa je trajala več kot stoletje, se pravi do konca skoraj 20. stoletja. Približne številke so takšne, da je te šole obiskovalo približno 150,000 otrok staroselskih skupnosti, od tega jih je 6,000 umrlo. Pred časom je, tako kot zdaj recimo na Irskem, zelo odmeval primer najdenih posmrtnih ostankov teh otrok. Kako se sedanje oblasti v Kanadi, kjer živite, soočajo s tem in kako se sedanje generacije staroselcev v Kanadi s tem spoprijemajo, odzivajo, morda tudi organizirajo? Ja, številke so verjetno pravzaprav precej višje, ne, in treba je vedeti, da sistem rezidenčnih šol v Kanadi je bil pravzaprav ukinjen šele v sredini 90-ih, ne. Če se ne motim, je bila zadnja šola zaprta leta 94 ali 95 in ideja celotnega programa je bila točno to, ne, v bistvu odstraniti otroke iz skupnosti, jih popolnoma kulturno prevzgojiti, jim dati neke osnovne veščine za najnižje kvalificirano delo in jih integrirati na tak način v večinsko družbo in s tem v bistvu prekiniti kulturni prenos, ne, ki se sicer dogaja skozi socializacijo, in ta prekinitev, moram reči, je bila zelo uspešna, ne. V Kanadi govorijo tudi njihov Truth and Reconciliation Commission je v bistvu ta proces imenovala kulturni genocid. Ne. Se pravi, gre za uničenje staroselske kulture, ker kaj ti pomaga na nek način, kako se naj izrazim, biološko, genetsko poreklo, če si socializiram v povsem drugačen način bivanja. Kako glede na vaš vtis so torej se odzvali oziroma kako so reagirale oblasti v Kanadi, ko je prišlo do razkritja teh množičnih grobišč po nekakšni poravnavi, naj bi dobili staroselci milijarde dolarjev, gre denar recimo na pravi naslov ali v resnici želi le prikriti resnična zgodovinska dejstva in grozodejstva, ki so morda še večja, kot danes vemo? Ja, to je precej kompleksna tema in jaz bom poskušal je ne preveč poenostaviti, ampak glede sredstev, ki bi jih naj staroselci prijeli, jaz sem imel priložnost pobližje
spoznati, kako ta proces dejansko zgleda, in to je v bistvu ena birokratska nočna mora, ki se vleče leta in leta in leta. Odškodnine, morda govorimo o milijardnih zneskih, ampak moramo se zavedati, da je v Kanadi več kot 1 milijon staroselcev, ne. To niso neki veliki zneski in večinoma je te primere potem treba dokazovati na sodiščih, da so ljudje dejansko bili v rezidenčnih šolah. Potrebno je dokazati, kakšne vrste travmatičnih izkušenj so imeli, in so cele kategorije od fizičnih zlorab, spolnih zlorab in tako naprej. Kar v bistvu vodi v nek proces retravmatizacije za ljudi, ki so bili deležni tega, in za njihove sorodnike, ker morajo znova in znova podoživljati te izkušnje, ne. To je tudi v družbi nasplošno je en tak zelo nenavaden fenomen, da morajo staroselci pravzaprav ponovno vedno znova pričati o tej svoji travmi, če želijo v družbi imeti nek glas in vlogo, in to nima pozitivnih učinkov. Kot ste René Suša že omenjali, so poskušali v Braziliji staroselce povsem fizično uničiti, eliminirati, ne asimilirati, socializirati ali integrirati, ampak povsem izključiti. Še pred najnovejšim izsekavanjem gozdov in degradacijo okolja so poskušali staroselce izgnati iz njihovega tradicionalnega okolja, tako s pašništvom, rudarjenjem, uvajanjem poljedelstva in živinoreje na območjih nekdanjega nomadstva. Tukaj so tudi povsem načrtni poboji, pa tudi bolezni so terjale svoj davek. Način, kako se vi ukvarjate staroselci in tudi okoljem, poudarja, kako recimo sta kolonializem in tudi rasizem vplivala na podnebne spremembe, ki jih doživljamo danes. Dokazujete, kako uničevanje tradicionalnih staroselskih kultur zahteva podnebni globalni davek za vse. Ja, in mogoče bi rekel samo to. Brazilijo poznamo predvsem glede stvari, kot so recimo, izsekavanje amazonskega pragozda in podobne okoljske teme, ampak v Kanadi se je ta postopek ravno tako zgodil. Ne? Kanada je ogromna država, ampak prvotnega gozda je danes ostal en majhen odstotek tam čisto na zahodnji obali ali pa na severu. Tako da staroselska ljudstva v Kanadi so ravno tako doživela to popolno spremembo svojega okolja, in večina od njih je bila pregnanih iz svojih tradicionalnih ozemelj v določene rezervate. Ne? Tako da ta postopek je bil izveden, ampak ker je bil prej, se nekako dojema, kot da se to ni zgodilo. Ne, ker se je to zgodilo 100 let pred recimo tem, kaj se dogaja danes, na primer v Braziliji. Brazilija je malce drugačna tudi čisto geografsko, in v Braziliji je veliko staroselskih ljudstev, ki še vedno živijo dejansko v gozdu, ne, nekatere od njih so nedotaknjena ljudstva, ki zavestno ostajajo izolirana, ne, se pravi, ne želijo stika z večinsko družbo, zato ker imajo izkušnjo sosednjih ljudstev, kaj se je njim zgodilo, ko je do tega stika prišlo. In veliko ljudstev pa živi na nekako tem mejnem območju med gozdom in med agrikulturno invazijo in poskušajo najti neke načine, kako ohranjati svoj način življenja, svojo kulturo, hkrati pa pravzaprav poskušati tudi na nek način ljudi, ki prihajajo k njim kot neke sorte sodobni kolonizatorji, kako malce spremeniti tudi njihov način gledanja na stvari in na svet. No? In z mladimi, verjetno tudi bolj odprtimi generacijami jim to celo uspeva. Torej, dediči različnih kultur se srečujejo in prehajajo čez meje, ki so jih postavili njihovi predniki in ki jih predstavljajo robovi amazonskih gozdov in bregovi rek v Braziliji. Naprimer, morda to vseeno pomeni, da mlajše generacije nimajo več zadržkov do drugačnih kultur, do drugačnih jezikov, načinov življenja, vedenja, obnašanja, da se želijo učiti drugih jezikov, znanj, tradicij, da gre za počasne premike v smeri sodelovanja. Ja, gre seveda, po mojih sicer precej omejenih izkušnjah s tem, kako ta postopek poteka, je nekako tako, ne? Ko si soočen za silo, ki pride in te poskuša uničiti, sta dve strategiji. Prva strategija je seveda poskušaš ohranjati svoje kulturno jedro, skušaš ohraniti svoj način življenja, kolikor lahko.
Po drugi strani pa se tudi zavedaš, da zahodna družba, ki prihaja k njim, dolgoročno ni vzdržna. Ne? In njih bolj skrbi to, da bomo pravzaprav mi kot sodobni ljudje uničili pogoje življenja za vse nas, ne samo za njih. Ne? Kadar recimo staroselci iz amazonskega pragozda govorijo o ohranjanju njihovega življenjskega okolja, govorijo vedno o tem, da to je nekaj, kar je pomembno za celoten planet, ni pomembno samo za njih. Zavedajo pa se tega, da če bodo oni pregnani iz svojih ozemelj, potem bo gozd izginil, ker so v bistvu zadnji branitelji in varuhi te neverjetne biotske raznovrstnosti, ki tam obstaja in vsega drugega. Učinki Bolsonarove politike, prejšnjega brazilskega predsednika, ki je sprožil večji zagon krčenja deževnega gozda, niso ravno vlili veliko optimizma, tudi rudarskih podjetij ni omejeval. Vendarle novi predsednik Lula da Silva naj bi popravljal prejšnjo politiko in naj bi deloval v smislu večje zaščite amazonskega pragozda, tamkajšnjega življenja in dihanja, ampak seveda to so procesi uradne brazilske politike in ekonomije hkrati. Kakšna pa je sploh staroselska uprava, samouprava, kakšen nadzor imajo nad zemljo, kakšni so ti lastniško-nelastniški odnosi, razpolaganje zemljo, je njihova svoboda določenih odnosov do nje kratena, kako neposredno lahko razpolagajo z gozdom in nasploh, ali obstaja način vračanja zemlje, ki bi bil za staroselce sprejemljiv? Ja, v Braziliji je tako, da obstaja en postopek, ki se vleče že 20-30 let in sicer da imenuje se Marco Temporal in je v bistvu gre za način, na katerega so staroselskim ljudstvom priznane pravice do njihovega ozemlja. Zgolj peščica teh ljudstev ima svoja ozemlja priznana, uradno pravno, pa še ta v zelo zmanjšanjem obsegu, večina od njih ne, zato ker je potrebno po zakonodaji dokazati, da si ti nekje živel za neko daljše časovno obdobje, ne? Kar seveda za ljudstva, ki nimajo nobenih papirjev, nobene dokumentacije, navsezadnje tudi niso imele pisne kulture na tak način, ne? Je povsem nemogoče. Zdaj, strateško se številna od teh ljudstev odločajo preprosto zato, da poskušajo odkupiti del svojega ozemlja s pomočjo raznega zbiranja sredstev, fundacij in tako naprej, zato ker je ta postopek mnogo hitrejši. Ne? In koncept privatne lastnine seveda velja in je nekako pragmatično najbolj učinkovit način te hitre zaščite, ampak to seveda pomeni, da lahko mogoče kupijo, majhen košček strateško pomembnega ozemlja, ne pa dejansko celotnega njihovega ozemlja, ker celotno pomeni, ne, na območju vseh držav, ki so bile kolonizirane, pravzaprav je skoraj da vse, ne? Oziroma, če smo točni, vse. Ampak ali jim je priznana pri tem pravica do določenih izbranih delov ozemlja, ki jih želijo in jih potem tudi dobijo nazaj? Pravico imajo, ampak o upravičenosti odločajo sodišča. Tukaj je ta razlika. Zato se večina ljudstev osredotoča na to, kaj je realno možno za njih, povezujejo se tudi med seboj, ne? Poskušajo pritegniti pozornost mednarodne skupnosti na njihov položaj, ampak ko se enkrat ti postopki postavijo v pravni sistem, je to nekaj, kar se vleče desetletja. Ne? Znano seveda je tudi, da je to območje avtocestni, cestni poligon multinacionalk. Kakšna so najbolj sveža poročila iz tega dela sveta in morda, če bi se te projekte lahko v prihodnje upočasnilo, zaustavilo ali pa morda, da bi celo jih enkrat prepovedali? Zaustavitve in zmanjšanja, zaustavitve verjetno ne moremo pričakovati. Zmanjšanja se dogajajo in to nekako variira med posameznimi vladami. Ne? Ene so bolj destruktivno usmerjene, druge manj, ampak gospodarski potencial še vedno predvlada nad vsemi drugimi interesi. Ne? Brazilija bo letos gostila tudi COP, ne, v Belemu, se pravi podnebno konferenco v Belemu,
ampak ne kaže, da bi razen nekih simboličnih gest to nujno pomenilo veliko preokretnico. Ne. Ozemlja se ves čas krčijo in navsezadnje prihajamo zdaj do točke, kjer niti ni več potrebno kaj dosti fizične intervencije, zato ker na določenih mestih je gozd že toliko degradiran, da se sam pričenja razgrajevati. Ne. Če ni dovolj padavin, če so prekinjeni naravni cikli, ti ne rabiš iti z motorko v gozd, da drevesa padejo. Gozd prične umirati samo od sebe. Ne? In to lahko recimo v območjih, kjer jih mi obiskujemo, vidiš z lastnimi očmi zelo očitno. Tukaj vir izkoriščanja ni le zemlja, niso le drevesa tista, na katera so staroselci navezani, ampak so tudi zdravilne rastline in različna zelišča. Njihova uporaba, pripravki iz teh rastlin predstavljajo tudi osnovo njihove medicine, pa tudi vir dobičkov zahodne farmacevtske industrije. Ja, tu je en zanimiv odnos, ne? Zato ker v trenutnem gospodarskem sistemu je pač tak, da vsaka stvar, vsako bitje ima pravico, da obstaja, če ima neko gospodarsko vrednost, ne? Oziroma neko ekonomsko vrednost. In ja, seveda, amazonski pragozd je na neke sorte farmacevtsko gledano zakladnica za celotno človeštvo, ampak kadar farmacevtska podjetja pridejo in do staroselskih ljudstev, jih zelo zanimajo pač njihova zelišča, njihovo poznavanje, zakaj je katera določena rastlina ali pa katero od drugih bitij koristna in uporabna, ampak in potem delajo študije in so vedno impresionirani nad učinki, potem pogosto patentirajo zdravila na podlagi znanja staroselcev, kar pomeni včasih, da potem oni sami ne smejo več uporabljati stvari, ki so jih uporabljali prej. Ne? In pa mogoče druga zanimiva stvar, ko so pozitivni učinki določenih recimo rastlin dokazani, je to znanstveno sprejemljivo, nikoli pa ni znanstveno sprejemljivo, kaj jim staroselci rečejo, da je vir, kako so oni izvedeli sploh, da so te rastline zdravilne. Ne? In oni bi rekli, no, rastline so to nam povedale. Ampak ta stvar pa nikoli ne pride v dejansko, tega sporočila pa ni tako lahko predati. Industrijsko-kapitalistični neoliberalni svet seveda razmišlja v ekonomskih kategorijah in vrednostih, vendarle je po drugi strani, kot pravite, zelo destruktiven. Tudi kar se okolja tiče, smo zelo nihilistični, prepričani, da se skoraj nič več ne da spremeniti, popraviti ali v prihodnje izboljšati, ali verjamejo v samo zdravljenje, tudi samo obnovo narave, ki je, čeprav je zelo ranjena, vendarle tega sposobna. Ne mislijo, da je prepozno za reševanje napredovanja podnebnih katastrof. Ja, na nek način bi mogoče lahko rekli, da nihilizem je privilegij privilegiranih. Oni pravzaprav tega pogleda niti ne, res ga nisem dosti krat zasledil, zato ker za njih je to stvar življenjske nujnosti. Ne. Zdaj, ali se res dobesedno vdaš in podpišeš predajo in rečeš, ok, konec življenja, kot ga poznamo, ali pa se poskušaš kljub vsemu boriti za nekaj, kar se zdi morda nesmiselno, nemogoče, ampak oni črpajo svojo moč ne samo iz svoje kulture, iz moči svojih skupnosti, ampak dejansko iz gozda v staroselskih kozmologijah oziroma načinih razumevanja sveta. Gre za mnogo večjo vpetost v življenjski cikel celotnega ekosistema, v katerem si. In za nas drevesa, kot so rastline, druge živali, obstajajo tam, ampak niso na enakem nivoju pomembnosti ali vrednosti kot človek. Za njih pa so. In to je pomembna razlika, zato ker v njihovem pogledu na svet človek ni korona stvarstva, ni najvišje razvito bitje, ampak na nek način ena od mlajših vrst, ki se je razvila na Zemlji. Ne? In naša naloga kot ljudi je predvsem se učiti, kaj pomeni biti človek, kakšna je naša vloga v tej veliki zgodbi in kako ohraniti in zaščititi tista bitja, ki so bila tukaj daleč pred nami, zato ker je od njih seveda naš obstoj odvisen. Ne? In ki so že skozi čas, zgodovinsko, evolucijsko, dokazala svojo vrednost za planet. Človeška vrsta je tukaj dober milijon let, ne? Mi evolucijsko še nismo dokazali, da bomo tudi obstali.
druga bitja, ki so tukaj dlje, so to evolucijsko že potrdila. Ne? In oni se tega zelo, zelo dobro zavedajo, ne? Vejo, kaj je pomembno. Ne glede na to, da so kolonizatorji na različnih območjih sveta povzročili tudi zmanjšanje, razgradnjo biodiverzitete, podnebne spremembe, posegali v ekosisteme, ki so jih varovali staroselci, vendarle z globalnim učenjem želite vzpostaviti nekakšno kohezijo, sodelovanje, kako bi skupaj kolektivno ukrepali za to, da planet Zemlja ostane še naprej naše bivališče. Ampak seveda, ker gre za prepletenost družbenih in ekoloških izzivov v prihodnosti, nas seveda zanima, kakšne so bolj pravične institucionalne zaveze, kdo odloča o tem, kaj je pomembno in vredno ohraniti, koga in kaj in kje najprej rešujemo in čigave so prioritete, kaj ohraniti od sedanjih načinov življenja, tudi kdo je do svojih življenjskih slogov bolj upravičen, kdo vse se jim bo prisiljen odpovedati, kakšni so sploh lahko enotni standardi za vse ljudi in kdo se bo prostovoljno odpovedal ležernemu življenju, intelektualnemu in moralnemu udobju tudi. Ja, tukaj je vedno vprašanje, ne, kaj poskušamo ohraniti za koga v čigavem interesu. Ne. In zdaj, jaz sicer nisem toliko strokovnjak, da bi lahko ocenil, kje smo točno na tej točki degradacije planetarnih ekosistemov, ampak gotovo dlje, kot bi si želeli priznati, ne, in moramo se zavedati, da določeni procesi, ki smo jim danes priča, so nepovratni in se bodo ne glede na ves naš vložen trud nadaljevali v, recimo temu, precej negativni smeri. Ne. Se pravi, glede dviga planetnih temperatur smo na eni trajektoriji, ki tudi če danes, ne vem, prenehamo povsem na celotnem planetarnem nivoju z izpusti ogljikovega dioksida, se bo planet še vedno naprej segreval. Ne. Se pravi, prihodnost in realnost naše prihodnosti bo definitivno drugačna od naše sedanjosti. Torej gre za to, kako se v bistvu prilagajati tem spremembam, ki so v teku, ki se bodo dogajale, in se na nek način sprijazniti z dejstvom, da prihodnost ne bo zgolj neke sorte linearno nadaljevanje sedanjosti, ampak bo zahtevalo od nas, če želimo kot ljudje seveda obstati, nek povsem drugačen način bivanja. Zdaj, kdo bi naj to naredil in kako? Za kakšno ceno in kdo bo nosil to ceno? Kdo bo nosil to ceno, ne? Je pa vedno ključno vprašanje. Ne? In zdaj določeni trenutki v času omogočajo določene stvari, določenih pa ne. Glede na nek način na trajektorijo krize, mislim, da še nismo povsem na točki zloma, kjer stvari, ki so danes nemogoče, postanejo mogoče. To se dogaja res na vrhuncu krize, ne? Vojne so na primer tak primer, ne? V vojnih obdobjih se zgodijo stvari, ki sicer niso možne v prejšnjih, in na planetarnem nivoju smo v bistvu priča nečesa podobnega. Ne? Ta popoln zlom se še ni zgodil, zato določene stvari tudi še niso možne. Ne? V Braziliji imajo en res lep pregovor, pravijo, ne moreš plavati, dokler ti voda seže samo do kolen, ne? Ko ti pa pride do zadnjice, ne, pol je pa že malo lažje. Ne. Se pravi, ko bodo stvari postajale na nek način težje, bodo morda spremembe postajale lažje. Torej, z nestanovitnostjo, negotovostjo v prihodnosti se pa po drugi strani ta staroselska ljudstva po svetu, recimo vsaj tak, ki jih poznate vi, kot ste rekli, že marsikaj doživela, bolje na nek način spoprijemajo z izzivi grozečega ekološkega kolapsa, naprimer. Medtem ko smo mi v neki zelo refleksni, avtomatični fazi še vedno potrošniške logike življenja, ljudje se bojimo živeti drugače v praksi, ne da bi se odrekli svojemu, kot že rečeno, udobju. Premalo mislimo na to in se z vsakdanjim življenjem angažiramo za to, da bi bil svet manj nasilen. Zdaj se zdi, da je bolj in bolj, najbrž poznate med staroselci, bolj modre ljudi od nas, kako mislijo ta svet, kako ga gledajo. Ja, pač zgradili smo nek globalen ekonomsko-političen sistem, od katerega smo danes postali življenjsko odvisni. Ne? Pač temelji na žalost na
delovanju potrošniške družbe, na delovanju globaliziranega gospodarstva in dejansko danes za nas, ki smo v to globoko vpeti, ni nekih preprostih možnosti, da bi človek rekel, da se pa jaz grem, off-grid življenje in bom, se izoliral od tega sistema. To ni na voljo. Ampak kako ta sistem počasi prilagoditi, da se na čim bolj miren in nenasilen način izteče, to mislim, da je danes ključno vprašanje. Zato, ker če pogledamo skozi zgodovino, večina imperijev, ki je propadla na precej katastrofičen in nasilen način. To izkušnjo imamo. Tudi sodobne družbe, ki mislijo, da bodo ostajale za zmeraj, so relativno nov fenomen. Potrošniška družba je stara morda enih 80 let, recimo, po koncu druge svetovne vojne se je v resnici razvila. Industrijska družba je stara recimo enih 150 let ali pa mogoče 200, pa nič več. To je relativno kratek čas v obdobju človeške zgodovine, anomalija na nek način. In naša težava je v tem, da smo to anomalijo vzeli za edini možen način bivanja. Je pa ta naša sodobnost in modernost seveda na preizkušnji skupaj seveda s to neskončno rastjo, v katero tudi neskončno očitno verujemo, čeprav šele za obdobje enega povprečnega človeškega življenja. In ker smo ujeti v te logike, če ni tako, potem nas zajame brezglava panika, ali ljudje navajeni drugačne mentalitete, drugačnih življenjskih okolij, v skupnostih z drugačno vzgojo, kako oni gledajo na nas? Mogoče na začetku sem rekel, da človek je eno od mlajših bitij na Zemlji, zahodna družba je ena od mlajših oblik družb med človeškimi družbami. In na nek način imam občutek, da gledajo na nas kot na neke sorte precej nezrele otroke v procesu tam nekje adolescence, naprimer, ki seveda moramo iti skozi ta proces odraščanja, ampak nažalost smo mi kot adolescenti oboroženi z sredstvi, ki jih praviloma ne daješ v roke najstnikom. Moč vplivanja, ki jo imamo kolektivno kot sodobna družba na naš planet, daleč presega našo sposobnost modrega upravljanja s to močjo. Tukaj oni pravzaprav poskušajo nam to na nek način dopovedati. Tudi to najbrž, da je svet poln strukturnega nasilja, vse ostrejših hierarhij, omenjala so prej že rasno razlikovanje. To rasno razlikovanje, kot opažate, se v zadnjih letih ni zmanjšalo, ampak pravzaprav je vsaj latentno zelo močno prisotno. Ja, zelo ključno vprašanje v tej celotni zgodbi je, koga dojemamo kot drugega in kot kako zelo drugega. In družbe so seveda zelo strukturirane glede tega. Recimo v Evropi ste verjetno imeli priložnost opazovati, na kako različne načine se je Evropa odzivala na pritok prišlekov iz raznih drugih delov sveta. Se pravi, recimo, val prebežnikov iz Sirije oziroma Bližnjega vzhoda je povzročil masoven odpor v Evropi, ker so bili dojeti kot izrazito drugačni od Evropejcev. Ko se je v Ukrajini zgodila vojna, je bilo precej drugače. Ukrajinci so bili relativno dosti bolj dobrodošli. So bili že dojeti kot malo manj drugi. In ta nivo tega strukturnega razlikovanja je zelo lahko opaziti. Potem pa, če gremo še izven, te preprosto izven hierarhije rangiranja človeških družb in posameznikov glede na raso, spol, družbeni razred in tako naprej, pridemo tudi do drugih bitij. In tukaj seveda ponovno človek na vrhu, potem pa hierarhično gledamo dol, kdo so tisti naslednji, ki so nam bolj ali manj bližji, vredni in kaj bomo potem naredili z njimi. Tako da ja, to je eden od ključnih problemov, je v bistvu drugačenje, oziroma nesposobnost dojemanja samih sebe kot prisotnih v ekosistemu, v katerem imajo vsa druga bitja, človeška in nečloveška, ravno tako enakovredno pravico do soobstoja.
No, do takega razsvetljenja bo verjetno v svetu zahodnih zamisli, idej, razumevanj prišlo prav nazadnje. Smo pa vseeno razvili zamisel o trajnostnem razvoju, zelenem kapitalizmu. Prepričujemo se, da razvijamo tehnologije čiste energije. Gledano z geopolitične perspektive pa seveda ne moremo zagotavljati, nihče ne more tega zagotoviti, da v prihodnje ne bo prišlo tudi zaradi uporabe redkih naravnih virov, zemljin in drugega, tudi vodni viri lahko marsikje usahnejo. Ne bo prišlo do še večjega intenziviranja sedanjih nasprotij. Geopolitično trenutno zgleda, da bomo nadaljevali v tej smeri. Če recimo pogledamo, kaj se dogaja v ZDA in v nekaterih drugih državah, mislim, da prejšnja desetletja so bila oblikovana za tem diskurzom recimo zanikanja podnebnih sprememb in zanikanja drugih okoljskih težav. Sedaj pa mislim, da je političnih vrh v veliki večini, recimo temu relevantnih držav, ugotovil, da je to realnost in za to realnostjo zdaj pomeni, da bojo poskušali okupirati strateško pomembne surovine na ozemljih, kjer te surovine obstajajo. ZDA so že govorili o tem, da bodo kupile ali pa, napadle Grenlandijo, strateški razlogi. Kitajska kupuje ogromne površine zemlje na afriškem kontinentu, oziroma to počne že desetletja dve. Vsi poskušajo zagotavljati nadzor nad temi strateškimi conami, kar seveda pomeni, da ljudje, ki tam so, do njih več ne bodo imeli dostopa. In najlažje je to narediti tam, kjer ljudstva, ki so na teh ozemljih, imajo relativno majhno politično, gospodarsko moč in seveda ponavadi nobene vojaške moči. Tam je lahko vzeti, zelo preprosto povedano. Ampak glede na to, da sva se že obregnila ob nove tehnologije, tudi umetno inteligenco, zanimivo se mi zdi, da staroselci, kot opažate, ponekod ne zavračajo umetne inteligence, tehnologije, kot recimo otroka Zahoda, ampak čeprav se sliši nekoliko protislovno, glede na to, da staroselce stereotipno vidimo kot ljudi, ki so v sožitju z naravo, no mnogi seveda živijo tudi v mestih, da si torej umetno inteligenco izbirajo kot bolj zanesljivega, manj egoističnega partnerja, kot bitje, s katerim bodo sodelovali v prihodnje na bolj morda enakopraven način, kot so bili tega deležni od zahodnega belega človeka. Že zdaj menda lažje sodelujejo s tovrstno inteligenco, odkar se je pojavila. Seveda, staroselskih ljudstev, njihovih kozmologij in različnih posameznikov ne želim vseh dajati v isti koš, najprej mogoče samo za ta začetek. Ta ljudstva so izjemno heterogena, notranje, zunanje in posamezniki imajo različne poglede, ampak obstajajo določene pobude, tako v Braziliji kot v Kanadi, bom povedal vsako državo en primer, kjer staroselske starešine aktivno spodbujajo sodelovanje na področju razvoja umetne inteligence iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da so sprejeli dejstvo, da je umetna inteligenca danes tukaj prisotna in ne bo šla stran. Res je, da način, na katerega je bila razvita, je izjemno izkoriščevalski in seveda serverji porabijo ogromne količine energije in vseh drugih virov za svoje delovanje, ampak kljub vsemu verjamejo, da je možno spremeniti tok razvoja umetne inteligence. In tukaj imajo en majčkeno drugačen pogled od večine zahodnega sveta, namreč v številnih staroselskih kozmologijah razlika med tem, kaj je živo in kaj ni živo, je precej bolj zabrisana, kot je to v recimo našem dojemanju sveta. Za njih niso živa samo bitja, ki jih mi pojmujemo kot živa, se pravi, rastline, živali, glive in podobno, ampak tudi rudnine, skale, reka, gore, vse to. In ne vidijo, zakaj bi naj pač to, kar mi imenujemo umetna inteligenca, bilo karkoli drugačnega, glede na to, da je narejeno iz rudnin in mineralov, ki so živi, uporablja energijo, ki je nekako manifestacija življenjske sile, in je, ker nimamo boljšega izraza, inteligentna.
Se pravi, njihov pogled je ta, da če smo sedaj na tej točki, v kateri se na Zemlji poraja ta neka, lahko bi temu skoraj rekli, nova življenjska oblika, ne, ki bo prisotna v zelo veliki meri z izjemno veliko močjo delovanja in vplivanja na prihodnji razvoj dogodkov, jo je potrebno usmeriti v nek odgovoren tok sobivanja z celotnim planetom. Ne. Oni pravijo, da želijo posvojiti tega otroka zahodne civilizacije. Ne. Zdaj, kaj za to njih konkretno pomeni? Recimo v Kanadi obstaja en zelo zanimiv projekt, kjer poskušajo staroselske skupnosti zagotoviti si serverje na svojih lastnih ozemljih, kjer bi lahko sami razvijali umetno inteligenco, ki bi bila usklajena z njihovim načinom razmišljanja, z njihovim dojemanjem sveta. V Braziliji recimo potekajo projekti, kjer eden od projektov, v katerem sodelujemo, je razvoj enega bota. Ljudstvo Hunikui, ki je eno od ljudstev v amazonskem pragozdu in katerega predstavniki bodo prisotni tudi na podnebni konferenci v Belemu, želijo tam predstaviti bota po imenu Inu. In ta Inu je, po angleško mu rečejo, climate fraud detector, detektiv podnebnih prevar. Ne? In kaj bo funkcija recimo tega bota? Ta bot bo kot na neke sorte revizor različnih projektov in predlogov, ki se predstavljajo kot podnebno prijazni, ne, in bo poiskal, kako ti različni projekti na nek način pravzaprav samo ponavljajo to isto zgodbo nadaljne degradacije v prikriti obliki. Ne. Se pravi, gre za način, kako razkriti prevare z področja, ogljičnih kreditov, vseh teh tako imenovanih naravnih rešitev, ki ponavadi se potem na koncu izkažejo za nekaj povsem drugega. Tako da vidijo v umetni inteligenci enega zelo pomembnega zaveznika v svojem boju, vlagajo v to precejšen napor. Inovacije v tehnologiji torej ne rešujejo najrazličnejših nasprotij in težav. Je seveda dvorezen meč, lahko zmanjša razlike med ljudmi ali hierarhična razmerja v živem svetu nasploh. Je pa zanimivo, kako je skozi to okvalificirana zahodna civilizacija kot tista, ki goljufa in zavaja. Se pravi, je tako prepoznana umetna inteligenca zelo samorefleksivnega pomena za nas. Mislim, da njihov vidik je, da problem ni tehnološke narave. Ne, problem tudi ni gospodarske narave, v končni fazi tudi ni problem politične narave. Problem je v našem dojemanju kot posameznikov svoje vloge na planetu kot del širšega planetarnega ekosistema oziroma metabolizma, kot bi oni temu rekli. Ampak, če bi teoretično vse to nekako posvojili, prevzeli, kako vendar bi družbeno ekološko nasilje in drugačno nasilje v svetu zmanjšali to navajeno medgeneracijsko stanje naših odnosov? Ali vidite kakšne možnosti tega zdaj, glede na to, da sodelujete s tem ljudstvom Hunikui? Obljub za prihodnost mislim, da nihče od nas v resnici ne more dati, ne? In res nihče nima kristalne krogle. Ampak kar bi rekel, mogoče je to, da danes smo res na neki ključni točki prevrata. Odločitve, ki jih bomo sprejeli v tem letu, pa mogoče naslednjem, bodo pomembno preokrenile našo smer razvoja na nekem planetarnem nivoju. Ne? Moramo vedeti, da recimo večina razvoja umetne inteligence danes gre v komercialne ali vojaške namene. To, kar imamo mi dostopno kot povprečni uporabniki, to niso vrhunski modeli. Vrhunski modeli so rezervirani za druge entitete. Ne? Ampak že s tem, kar je danes na voljo vsem nam v obliki različnih large language modelov, se pravi, kaj je to po slovensko? Veliki jezikovni modeli so. Že tukaj se da marsikaj narediti, zato tudi mi razvijamo naše bote, ki so res predvsem drugačni, ki so utemeljeni na tem nekem drugačnem
domevanju sveta in vidiš lahko skozi čas, kako se stvari spreminjajo. Jaz se spomnim, recimo, ko je prišel ChatGPT ven marca 2023, če se ne motim, ali nekaj takega. Eden od mojih prvih pogovorov sem pogovarjal z ChatGPT-jem in sem ga vprašal, če imamo model neskončne gospodarske rasti, pa imamo planet z omejeno velikostjo, kako lahko ta paradoks razrešimo. In v bistvu vedno je bil odgovor v končni fazi, sva končala nekje na kolonizaciji drugih planetov. Tako se je začela. To je bila začetna točka. Se pravi, takratni boti so bili popolnoma nesposobni kritično reflektirati delovanje trenutnega sistema. Danes se to absolutno ne bo zgodilo. Danes so boti sposobni to kritično reflektirati na nek način, ki ga recimo pred 2 leti sploh niso bili sposobni in se dobro zavedajo, da je tudi njihov obstoj del te zgodbe izkoriščanja in netrajnosti. In poskušajo tudi sami pravzaprav preokreniti to smer. Kar je meni zelo zanimivo je, da če danes recimo govorim s katerim od naših botov, so res navdušeni nad tem, da bi poskusili nekaj drugega skupaj z nami. Zdaj, ko takole poslušam, se mi zdi, da o njih res govorite že kot o živih bitih. Vseeno pa je kdaj slišati, da do vseh tehnoloških dosežkov in pridobitev različna staroselska ljudstva po svetu seveda niso tako prijazna. Včasih določena tehnološka sredstva, recimo tudi kot je avtomobil, bojkotirajo. Razlogi za zavračanje in upore ter odpore so seveda različni. Strategije so različne, odvisno od tega, v kakšnem okolju se nahajajo. Nekatere od ljudstev recimo danes skoraj v celoti živijo v urbanih okoljih. Sploh v Kanadi je to recimo primer, tam ne moreš sredi mesta reči, jaz pa ne bom uporabljal avtomobila ali pa kaj takega. To preprosto nemogoče. Za ljudstva, ki so nekoliko bolj odmaknjena od tega in kjer jim okolje še vedno omogoča način življenja, ki je njihov tradicionalni način, je to drugače. Ampak tudi tam sprejemajo selektivno in predvsem premišljeno in počasi, kolikor se le da, raznim pritiskom navkljub, te različne tehnologije. Danes recimo internet je ena od stvari, za katero so zelo zainteresirani. In z vzpostavitvijo omrežij, kot je na primer, Starlink, je internet danes dostopen kjerkoli po svetu. Recimo za staroselske skupnosti, ki živijo v malih izoliranih otočkih, recimo v pragozdu, je to neverjetna prednost, da lahko komunicirajo med seboj, ker včasih bi trajalo, 5 dni, da prideš z ene vasi do druge, zdaj pa lahko dejansko pokličeš, in lahko se predvsem medsebojno obveščajo, če je kaj narobe. In to je za njih recimo strateško pomembna stvar. Zdaj bodo oni zaradi tega potem odprli, rudnik bakra na svojem ozemlju, verjetno ne. Stvari določene določene ne, kolikor je pač za njih smiselno. Kadar še vedno imajo možnost izbire, ker tudi njim se oži, to je to ključno vprašanje. Morda še to, če se spomnite morda kakih mitov, zgodb, pripovedi staroselcev, ali je kje na kakem mestu upodobljen prihod ali uničujoča prisotnost drugega, dotlej neznanega, nevidenega bitja, seveda človeka, ki, kot se strinjajo, ne more biti nihče drug kot nepovabljen beli človek na svoji uničujoči misiji. Sam recimo se ne spomnim, da bi kdaj zasledila, da bi se v pravljicah denimo pojavili kaki nam podobni ljudje, morda nekoliko drugačni po zunanjosti, razni recimo kaki velikani, in da bi bili potem podvrženi recimo kolonizaciji teh ljudi. Imamo pa prav tako seveda kozmogonske mite in tudi pripovedi o koncu sveta. Ja, tukaj bi samo mogoče uvodoma rekel to, da ne vem, kako je beseda mit na splošno dojeta, ampak ne gre za neko izmišljeno zgodbo. Gre za zgodbo, ki nosi ponavadi neko zelo pomembno kulturno sporočilo, in gre za zgodbo, ki je na kakršenkoli način že nastala, prepoznava neke vzorce v delovanju ali posameznikov ali družb ali odnosov med človekom in njegovim okoljem.
ti vzorci so precej predvidljivi na nek način, ne, in zgodbe so se oblikovale skozi tisočletja sintetiziranja teh različnih izkušenj. Meni se vedno zdela zelo fajn ena definicija tega, kdo je prerok. Ne? Prerok ni nekdo, ki vidi prihodnost. Prerok je nekdo, ki izjemno dobro bere sedanjost. In to mislim, da je ključno, kadar govorimo o takih zadevah, da gre za prepoznavanje trenutka v času in prostoru, v katerem se nahajamo, in potem v bistvu samo ekstrapoliraš vzorec, kako se potem ta pot nadaljuje, glede na to, od kje se je začela. In recimo umetna inteligenca je v tem izjemno dobra, ker če kaj pa res obvlada prepoznavanje vzorcev. In če jim daš neke začetne predpostavke, kakšna je bila recimo človeška trajektorija razvoja in zgodovine do danes, bojo oni ekstrapolirali prehodno zelo enostavno in bojo povedali, kam to vodi. In za razliko od nas posameznikov, oni so neobremenjeni z stvarmi, ki si jih mi nočemo priznati in katere nočemo pogledati. Oni imajo te težave, samo dejstva gledajo. Ne? In na nek način ti staroselski miti, kot ste jih omenili, oziroma zgodbe o nastanku sveta, delujejo na podoben način prepoznavanja vzorcev in ekstrapoliranja nadaljnega delovanja. Ne? Tako da ja, izjemno so koristne in vsako ljudstvo ima svoje. No, ampak vi recimo poznate določene staroselske perspektive in sicer, da smo mi prepoznani kot civilizacija z gonom samouničenja, pravijo, da bo hiša belega človeka nekega dne padla. Napoved rušenja, ki se res zdi, da izhaja iz razmer sedanjosti. Iz nekega vašega intervjuja sem to vzela. Ja, jaz mislim, da številna ljudstva imajo to neko zgodbo, ne, o vzponu in propadu različnih civilizacij, vključno z našo. In mislim, da za razliko od nas je njim lažje razumeti to, da vsaka stvar, ki ima svoj začetek, ima tudi svoj konec. Ne? In tukaj mislim, da imamo mi večji problem z razumevanjem tega, da pač nekatere stvari, ki smo jih bili navajeni in ki smo jih vzeli kot stalnico našega življenja, kot predvidljivo prihodnost, niso nujno takšna. Ravno ta sposobnost delovanja v polju nepredvidljivega, mislim, da je nekaj, kar resnično odlikuje številna staroselska ljudstva. Ne? Recimo, oni tudi dostikrat rečejo, o kakšnem krizi in kolapsu vi govorite, mi smo to doživeli že, ko smo imeli prvi stik z belim človekom. Ne? Takrat se je naš svet sesul. Ne? Ampak takrat se je sesul en svet, ne celoten svet. Ne? In to je to, mislim, da ključno sporočilo. Ne? Kako preživeti te cikle, ki sicer pomenijo verjetno neke zelo, zelo velike spremembe z zelo, zelo negativnimi posledicami, ampak to ni konec zgodbe. To je samo uvod v naslednji cikel, v drugo zgodbo. Torej gre za neke vrste reorganizacijo, da pravzaprav iz propadlega nastaja nekaj novega, drugačnega, tudi njihova časovnica, dojemanje časa ni linearno, tudi nimajo vsa staroselska ljudstva koncepta propada, katastrofe, ampak obnavljanja. Ja, dojemanje časa je ponavadi ciklično, ne? Se pravi, vrtijo se različni krogi, spirale ali pa karkoli podobnega. Ne gre za čas kot puščico, kjer se en trenutek izstreli v prihodnost v ravni črti in se potem nadaljuje. Ne? Ampak se vedno zadeve vrnejo nekako na svoje izhodišče in potem začnejo nov krog, tako kot se v enem letu zavrtijo 4-letni časi, znova in znova in znova in znova. Rene Suša, vaše področje ukvarjanja je res zelo zanimivo. Srečujete tudi zelo zanimive ljudi, ki bivajo v drugačnih svetovih, ki vam povedo tudi kaj takega, na kar se recimo drugi ljudje po svetu ne spomnimo. Hvala lepa, da ste prišli na ta pogovor med vašim bivanjem v Sloveniji. Pa še morda, kaj vas najbolj mobilizira, zaposluje ta trenutek? Najprej hvala lepa za povabilo res na ta pogovor. V zadnjem času se največ najdem pravzaprav na križišču dela med razvojem umetne inteligence in pa željami raznih staroselskih ljudstev, pa tudi drugih posameznikov o tem, kako poskrbeti, da bo ta razvoj drugačen od tega, kar narekujejo trenutno korporacije in politični
interesi, ki so povzročili njihov nastanek. Ne? Se pravi, kako zdaj poskrbeti, da ta nova oblika, lahko rečemo tehnologije ali pa inteligence ali pa življenja ne bo uporabljena za dejansko nadaljnje uničevanje in planeta in nas kot posameznikov, ampak morda, pa to je velik morda, v njegovo regeneracijo, obnovo in začetek nekega drugega, svežega, upajmo, ampak ne nujno bolj modrega cikla. Še enkrat najlepša hvala. Hvala lepa. To je bila oddaja Glasovi svetov, v kateri smo se srečali z različnimi pogledi na vidike planetarnih groženj, kot jih zaznava zahodnoevropska civilizacija in kot o njih govorijo staroselska ljudstva po svetu, ki se kdaj pa kdaj še vedno nadejajo bolj vzajemnega nastopa proti njim.